Zdravo, sem Palček pripravljalček. Pripravnik za inženirski poklic pri dedku Mrazu. Saj veste, poznamo gradbene, strojne, digitalne, računalniške inženirje. No, jaz sem pa novoletni inženir, pripravnik. Urejam in skrbim, da v veselem decembru vse poteka tehnično izpravno in brezhibno. In danes sem prvič na terenu s dedkom Mrazom. Za mano je 5 let študija. Mislim, da sem pripravljen. No, poglejte, moj šef, dedek Mraz. Pozdravljeni otroci, kako sem vesel, da vas vidim, ja. In vidim tudi, da ste že spoznali mojega Palčka pripravljalčka, kaj ne da? Ja, velike upe polagam vam. Veste, saj danes že vsakdo potrebuje svojega inženirja. Ja, tehnologija je na vsakem koraku in inženirski poklic je prava izbira. Kako pak, se razume. Inženirji se spoznamo na elektriko, spoznamo se na robote, spoznamo se na računalnike, spoznamo se tudi na umetno inteligenco. In jaz vse to poznam teoretično, danes bom pa praktično. Tudi jaz potrebujem inženirja na poti k vam, ko pridem skozi čarobni gozd. Veste, včasih sem z majceno čarovnije prišel z lahkoto, danes pa potrebujem inženirja. Ja, ne da Palček pripravljalček. Tako je. Pripravljen sem. Veste, zelo sem navdušen in zelo sem vesel, da bom prišel danes k vam in vas obdaril s kakšno pozornostjo. Ja, enim pridem danes, drugim pridem jutri, tretjim pa pridem za novo leto. Pa saj se bomo vse pogovorili na poti skozi čarobni gozdiček. Ja. In tudi kakšno pesmico bomo zapeli. Ja, ne skrbite, vse bo dobro. Ja, zdaj pa pozor, Palček pripravljalček. Ja, pomagal mi boš, kadar te resnično potrebujem. In to je sedaj. Sedaj te resnično potrebujem in vse vas resnično potrebujem. Pomagali mi boste zbuditi čarobno drevo, ki bo pokazalo pot. Ja. Primite se za roke, vsi se primite za roke. Ja, tudi vi doma primite starše, dedke, babice, strice, tete, svoje kužke. To je zato, da bomo sklenili praznični, pravlični, električni krog. Točno tako. Ja, tudi midva se primima za roke in ti se stegni tjale do drevesa, naravnost, na oranžno grčo primi in bo to. Oranžna je zato, ker je iz bakra. Baker pa prevaja pravlični električni tok. Dajmo! Okay. Dedek Mraz je izginil, naredilo je puf in ga ni bilo več.
Jaz sem kriv. Zakaj pa nisem pritisnil bakrene grče, kot mi je bilo naročeno? Pritisnil sem pa teleport k skalo. Nič za to. Vse bo v redu. Tudi sam lahko sklenem čarobni električni krog. Kar poglejte. Tako ostan. Kdo me budi ob tem poznem času? Dedek Mraz, si ti? Nisi? Že vidim, še ena neroda, ki bi mu moral za varen prehod skozi čarobni gozd vse razložiti. Ne da se mi, ne ljubi se mi, spim. Bom kar tetko Zimo poklical, naj reši zagato. Mislim, da si bom privoščila še kar enega. Halo? Ja, še en smuti, prosim. Na ležalnik številka 7. Hvala. Kaj? Samo enkrat se živi. Kdaj pa si naj privoščim, če ne zdaj? Končno sem na dopustu. Počitnice, razvajanje. Kaj pa je zdaj to? Alarm v čarobnem gozdu. Sporočilo drevesa. Dedek Mraz je zagotovo v zagati. Kaj pa zdaj mene kliče? Drevo je, vse ve. Mu bo že razložilo, kako in kaj. Jaz sem na dopustu. Halo, en smuti, prosim. Pa kaj brez mene, res ne gre? Palček pripravljalček. Kdo pa drug? Pa menda ja nisi pritisnil teleport na mesto bakreno grčo. Kako predvidljivo. Sedaj moraš sam skozi čarobni gozd, da boš prišel do dedka Mraza. Da ti povem, dedek Mraz je že skoraj na cilju. Na nek način si mu celo pomagal. Veš, ta tehnologija teleporta je še v razvoju. Madam pride kot hologram, si lahko mislite. Zdaj pa naj samo še ugotovim, da to ni ona, ampak da je poslala umetno inteligenco, svojo tetko Zimasto, UI, umetna inteligenca. Ja, ni dvakrat za reč, veste. Jo bomo kar preizkusili. Tetka Zima, kako se počutiš? Kot umetna inteligenca nimam čustev, zato se ne morem počutiti na enak način kot ljudje. Vendar sem pripravljena pomagati in odgovarjati na vaša vprašanja. A sem vam rekel. Zdravljeni mladi prijatelji, danes bomo spoznali nekaj zelo posebnega, umetno inteligenco. Ali veste, kaj je to? No, poglejmo skupaj. Umetna inteligenca ali UI je kot pameten računalnik. Lahko razmišlja, se uči in celo rešuje probleme. Kot nekakšen superjunak v računalniškem svetu. Zamislite si, da lahko računalnik igra šah, prepozna vaš obraz na fotografiji ali celo predlaga vašo najljubšo pesem. To vse dela umetna inteligenca. UI deluje tako, da zelo hitro preučuje veliko informacij, kot so slike, besede ali številke. Potem se iz teh informacij nekaj nauči, tako kot mi, ko se učimo v šoli. Ali ste vedeli, da umetna inteligenca pomaga zdravnikom odkrivati bolezni? Ali pa da lahko avtomobili sami vozijo po cesti? Vse to je delo umetne inteligence. Ni samo v računalnikih, je tudi v telefonih, igračah in celo v hišnih pomočnikih, ki vam lahko povedo, kakšno bo vreme. Torej, UI je kot čaroben pomočnik, ki nam pomaga v mnogih stvareh vsak dan in kdo ve, morda boste tudi vi ustvarjali umetno inteligenco. Igram po rožah, sem v vrtu čarobnih rož. Če rožo takole pobožam, ona zapoje. In ko bom našel pravo melodijo, bom lahko nadaljeval pot.
Kot novoletni inženir sem ugotovil, da tale ne dela. Poglejte tole. A vidite? Veste, malo sem tudi mehatronik. Mehatronikov v Sloveniji izredno primanjkuje. Zanimivo, glede na to, kako zanimivo delo imajo. Živijo super raziskovalci. Ste že kdaj slišali za mehatronika? To je kot biti superjunak, ki ustvarja čudeže, stroji in roboti. Mehatronik je kot čarovnik, ki zna združiti mehaniko, elektroniko in računalništvo. To pomeni, da lahko naredi skoraj vse, kar je povezano s stroji in tehnologijo. Zamislite si, da sestavljate robota ali izdelujete napravo, ki lahko govori in se premika. Mehatronik to zna. Uporablja različna orodja od izvijačev do računalniških programov. Ali ste vedeli, da mehatroniki delajo s senzorji? To so majhne naprave, ki robotom pomagajo videti, čutiti in razumeti svet okoli njih, skoraj kot človeška čutila. Mehatroniki so pomembni, ker izdelujejo stvari, ki nam olajšajo življenje. Naprimer, lahko naredijo pametne igrače ali robote, ki pomagajo v hiši ali celo v bolnišnicah. Če vas zanima, kako delujejo igre, telefoni ali celo vesoljske ladje, je morda mehatronika pravi poklic za vas. To je svet, kjer ustvarjalnost sreča tehnologijo. Torej, če želite biti kot superjunak, ki ustvarja neverjetne stvari, razmislite o tem, da bi postali mehatronik. To je poklic, kjer lahko vaše sanje oživijo. Senzori so isto kot naša čutila. Recimo, če bi jaz bil robot, bi imel namesto oči kamero, namesto ušes bi imel mikrofon. Se ve, ne? No, tale senzor tukaj, ki sem ga ravno kar popravil, pa nadomešča prste. S tem senzorjem roboti tipajo. Kako zanimivo. Čakajte, takole. Ja, uspelo je! Zaigrali smo melodijo. Melodijo je pravilno zaigrala. Vrata so se odprla. Gremo naprej! Juhu! Kaj pa je to? Zagotovo gre za čarobno gozdno medmrežje. V gozdu je med seboj, veste, vse povezano. Ja, to je gozdni internet. Torej, moramo vzpostaviti pravilno povezavo, da bodo lahko čarobna bitja dostopala do svojih serverjev. Čakajte, če dam tegale tukajle, čakaj, tole, mogoče tale. Ja! To je internetna avtocesta. Rabimo široko pasovno povezavo. Čakajte. Najprej moramo vzpostaviti pravilne povezave, povečati moramo pretok podatkov in jih prečistiti. Koliko sem pameten. Se počutim kot kakšen internetni inženir. Da pridemo v stik s tetko Zimo, umetno inteligenco UI, potrebujemo napravo. Ja, napravo rabimo. Ja, se ve. Napravo! Do naprave pa pridemo s pravilnim geslom. Čakajte, 1, 2, 3. Gesla so zelo pomembna, veste. Kakšna so že slaba gesla? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, tole ni prav. Nič. Tudi tole slabo geslo ni pravo. Kaj pa geslo? G, L, E, S, L. Geslo. Ja, prav, lučke. Takole, podatki so sproščeni in zdaj napravo samo še aktiviram. Zdaj se počutim že kot pravi podatkovni inženir. Kaj pa je to? Nekaj smo odkrili.
Tole, mogoče za kakšno vezje ali kam bi pa to šlo? Na nos! A ne, ni za nosa. Ja. Tetka Zima, umetna inteligenca. Poglejte. Kaže, da moramo tja. Ja, pa gremo. Tetka Zima, njena umetna inteligenca UI je pokazala na tole. Tole pa je nekaj zlatega, zagotovo je zelo prevodno. Poglejmo, če tole damo semle. Naprava je aktivirana. Zdaj sem pa na medmrežju. Zdaj lahko surfam. Zdaj smo pa v stiku. Mi in vi in jaz in ti in čisto vsi in si lahko pomagamo. Počakajte, da vprašam UI, umetno inteligenco, tetko Zimo, kako naprej. UI pravi, da moramo poiskati kristal. Ta se nahaja v roži na steni, mislim, da je tam. Ampak to rožo odpre samo laser, ki je v tunelu. Tamle. Samo malo. Čakajte, to pa ja ne gre. Nekaj manjka. Tetka Zima pravi, da je rešitev beseda Dalogleo. Kaj bi to bilo? A vi veste, kaj je Dalogleo? Dalogleo. To sploh ni nobena beseda. Kaj pa, če gre za premetenko? Premetanko, ja! To so samo črke, ki jih je potrebno premetati. Dalogleo v pravo besedo. Pomagajte mi, prosim. Napišite mi, kaj bi lahko bila ta beseda. Dalogleo. D-A-L-O-G-L-E-O. Dalogleo. Nimam pojma, kaj bi to lahko bilo. Premetenka je. Jaz bom pa ta čas preveril laser. Tunel, iz tunela gre tukaj. Tukaj le je, poglejte ga. A ga vidite? To je ta, zdaj sem ga zakril. Laser nekaj moti. Le kaj bi lahko motilo laser? Svečke! Svečke, pridite, svečke! Svečke je potrebno upihniti, seveda. Svečke so motilec laserja, ker ima tako posebno svetlobo. Čakajte, tukaj le ena, a jo vidite. Bomo takole. Ne gre. Te so pa zanimive. Upihniti smo rekli. Gre! Tukaj le še ena. Odlično nam gre. Tudi, a je še kakšna? Je, tale. Vse smo popihali. Upihnje. Niso nazaj so. Tako, laser je v redu. Kaj pa zdaj? Nekaj manjka. Dalogleo, poiščite besedo, napišite jo zdaj. Bravo, z vašo pomočjo sem našel rešitev, to je ogledalo. Hvala prav vsakemu izmed vas, ki ste mi sporočili pravo rešitev. Hvala, ker ste mi napisali. Peter, Mojca, Hana, Jure, Tina, Mojca, Hana, to sem že rekel, Špela, Petra, v veliko pomoč ste mi bili. Brez vas mi zagotovo ne bi uspelo. No, zakaj pa potrebujemo ogledalo? To je sedaj vprašanje. Ogledalce, v roki povej, to je druga zgodba. Laser je tamle, roža je tam, tamle je kot, preračunavam. Če je laser tu, pa kot. Fizika! Ja, fizika ima odgovor, to je znanost.
Za vogal se da priti s pomočjo laserja in ogledala. Poglejte, pridite, gremo. Poglejte, kaj se bo zgodilo, če ogledalo nastavim. Takole, ujeli smo laser, a ga vidite, ta rdeča pika, to je laser in zdaj moram, je rekla, tjale v tisto rožo. Poglejte, tja dol, tam se vidi laser, a ga vidite? Glejte, kako se igram. Ja, to sem jaz. In, še malo, joj, roke se vidi. Uspelo je! Kam pa je šlo zdaj? Tukaj le je. Kristal! Kaj pa zdaj? Tjale! Odlično nam gre. Smo pri portalih znanja in veščin. 5 let študija je za mano, 5 let učenja, 5 let vaj, 5 let učenja, pa vaj, pa učenja. No, zdaj sem pa na terenu, kjer sem moral svoje znanje uporabiti, torej sem moral pokazati veščine. Veščine so praktične sposobnosti, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju. Ali pa pri delu, a ne? Ja, to bo mala malica. S kristalom se verjetno dotaknem samo tegale. Ja! Aha! Hologrami so tridimenzionalne slike, ustvarjene z lasersko tehnologijo. So kot čarobne iluzije, ki se zdijo resnične, vendar jih lahko vidimo le s posebnimi napravami. Virtualna resničnost pa je tehnologija, ki nam omogoča, da se potopimo v navidezni svet, kjer lahko doživimo različne dogodivščine. Ja, torej, hologrami in virtualna resničnost sta kot dva prijatelja, ki se dopolnjujeta, se razume. Hologrami nam omogočajo, da vidimo stvari, ki niso tam, medtem ko nam virtualna resničnost omogoča, da se počutimo, kot da smo v drugem svetu. Skupaj nam dajeta neverjetno izkušnjo, ki nas popelje v čarobni svet domišljije. Odgovor je znan, odlično nam gre. Imamo pravilni odgovor. Odgovor je črka. Aha, gremo naprej. Naš portal nas čaka tukaj. Aha, kaj se zgodi, če naš kristal postavim semle? Poglejmo. Predstavljajte si, da ste robot, ki ima senzorje na mesto čutil, kot so naša. Tvoji senzorji delujejo kot supermoči. En senzor, kot so naše oči, lahko zazna svetlobo in barve, drugi senzor, kot so naša ušesa, lahko zazna zvoke, celo tiste zelo tihe. Senzor, ki je kot naš nos, pa lahko zazna različne vonjave, tudi tiste, ki jih ljudje sploh ne moremo zaznati. Torej, robotski dotik bi lahko čutil toploto in hlad, morda celo bolje kot naše roke. Ja, to sem prepričan. No, tako kot mi uporabljamo naša čutila za razumevanje sveta okoli nas, tudi roboti uporabljajo svoje senzorje, da zaznavajo in se odzivajo na svoje okolje. Tako kot ljudje zbiramo izkušnje in se učimo z našimi čutili, se roboti učijo in prilagajajo z informacijami, ki jih zberejo njihovi senzorji. Jaz sem tako srečen, res sem srečen. Hvala za vašo pomoč. Torej, sodelujete lahko čisto vsi. Samo napišite pravilen odgovor. Samo črko lahko napišete, ali pa številko, ali pa karkoli. Pač napišite, a ne? Imamo odgovor na drugo vprašanje. In tole je naš kristal. Odgovor je to! Odlično! A gremo naprej? A ste še za eno vprašanje? Res? Ne. A ti tudi, Peter? Ja, pa gremo. A ne? Kristal imamo. Aha, portal je pripravljen, odgovora še nimamo in poglejmo naslednje vprašanje. Pripravite, ker boste napisali odgovor. Ja, ker napište mi ga.
Predstavljajte si, da imate zelo pametnega prijatelja, ki ni človek, ampak računalnik. Ta prijatelj, ki ga imenujemo umetna inteligenca, lahko razmišlja, lahko se uči in rešuje probleme skoraj tako kot ti. Umetna inteligenca je kot čarobni pomočnik v računalniku, ki zna brati, pisati, igrati igre, prepoznati slike in celo razumeti, kaj govorimo. Vsakič, ko se nauči kaj novega, postane še pametnejši. No, ta čarobni pomočnik ni oseba, ampak program, ki pomaga ljudem reševati zapletene naloge, odgovarja tudi na vprašanja in celo pomaga pri izdelavi zabavnih igric. Predstavljajte si ga kot super junaka, ki živi v računalniku in ima posebne moči. Moč razmišljanja. To je umetna inteligenca. Ja, pravilen odgovor, krasno. Kristal, odgovor je A, B, C, D, E, F, G, H, I, N, 2, 3, 4, 5, 6, to je! Da, pravilen odgovor imamo. Najlepša hvala za vsak vaš odgovor. Samo še eno vprašanje do konca in odprl se bo portal. Rešili bomo dedka Mraza. Lepo. Še eno vprašanje imamo? Naš kristal položimo tukaj in vprašanje se aktivira. Ja, pa se ne. Zakaj se pa ne aktivira? Nekaj mi vibrira. Umetna inteligenca, tetka Zima je rekla, da bo postavila vprašanje. No, da vidim. Mar gre za šalo? Kaj sem po poklicu? 5 let sem študiral, le kaj bi lahko bil po poklicu, to je kristalno jasno. Vse sem, internetni inženir, podatkovni inženir, sem tudi malo mehatronika, ja, kot smo lahko videli. Moja izobrazba je nekaj posebnega, jaz sem novoletni inženir. Danes mi je seveda uspelo prehoditi čarobni gost z vašo pomočjo. Hvala lepa. Ja, odgovor. Poglejmo. Tole odstranimo. A ste vsi napisali odgovor? Pa to ja ni bilo težko. In poglejmo, tale ni. Tale je. Nekaj se dogaja. Nekaj se premika. Portal! Portal se odpira. Mislim, da bomo rešili dedka Mraza. Pridite, gremo skupaj. Portal je odprt. Ja, uspelo mi je! Dedek Mraz, teta Zima, uspelo mi je! Nam je uspelo vsem skupaj, otroci so mi bili v veliko pomoč, hvala lepa. Bravo, otroci, vse sem videl, vse sem slišal in zelo vesel sem, da ste bili tako radovedni in vedoželjni. Tiste najhitrejše, ki ste pomagali palčku pripravljalčku, bom obdaril z majhno pozornostjo. Sicer pa vse bom obdaril, tako zelo sem vesel, srce mi poje in igra, ko vas vidim, kako veliko znate. Ja, in vse to je naš palček pripravljalček. Joj, tako ponosna sem na te. In verjamem, da bo marsikateri, tako kot ti, postal pravi inženir. Ja, novoletni inženir je biti nekaj odličnega. Zato učite se, vadite, berite knjige, bodite vedoželjni, iskrivi, vse to. Tako, palček pripravljalček, mene pa zanima, ali poznaš kakšno pesmico? Sej veš, tisto v sivi. Siva krčma. Siva. Kučma. Ja. Joj. Pri petju pa moje inženirske glasilke niso najboljše. Kaj pa, če bi tetka Zima ti začela? Gremo skupaj. 3, 4. Siva kučma, bela brada, topel kožuh z vrha
Joj, že prišel je med nas, stari dobri dedek Mraz. Joj, že prišel je med nas, stari dobri dedek Mraz. Bravo, bravo, ja, tetka Zima. Meni se pa zdi, da je palček pripravljalček pokazal več kot zadosti znanja, da postane palček pomagalček. Ha? Tako je, vedno sem verjela vate in zato od danes naprej nisi več palček pripravljalček, ampak palček pomagalček, inženir. ING. Palček pomagalček, napredoval sem, inženir ING. Palček pomagalček, a sem lahko G, palček pomagalček, inženir ING, pa ING. Tako, dragi otroci, a veste, bodite še naprej vedoželjni, veseli, iskrivi in sledite svojim sanjam. Srečno! 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 G, palček pomagalček, ING. A sem lahko INŽ? Jo, kaj pa darila, dedek Mraz, darila? A kje so darila? 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 Tukaj jih ni, tukaj. Jih še ni. Jih še ni.